gospod Borut Ambrožič se nam bo pridružil kot prvi zadnji predavatelj iz Hortikulturnega društva Maribor, ki je v sodelovanju z gospo Lešnik Coca pripravil predavanje na temo trajnostnega razvoja urbanih gozdov in primeri v praksi. Prosim. Še enkrat opravičilo prometne tegobe iz Maribora proti Ljubljani, ampak važno, da smo tukaj. Torej, z kolegico Jernejo, mogoče v začetku malo pojasnim, kako je prišlo pravzaprav sploh do tega našega, rečemo, interdisciplinarnega sodelovanja, tudi v obliki današnje predstavitve. Se pravi, vidite že na tem prvem slajdu, da predstavljam pravzaprav kot predsednik Hortikulturnega društva Maribor, najstarejše tovrstno društvo v Sloveniji, ki letos ravno obeležuje 155. obletnico svojega delovanja. Se pravi, ustanovljeno leta 1869 z namenom, vemo po obstoječih svojih virih, pa tudi virih Pokrajinskega arhiva Maribor, ustanovljeno s strani takratnih entuziastov, bi lahko rekli, ki so bili zelo posrečeno sestavljeni iz takratnega enega podžupana, več občinskih svetnikov, bi danes rekli gospodarstvenikov, celo predstavnikov cerkva in številnih drugih, lahko rečemo tudi filantropov, ki so se zavedali že takrat, torej pred več kot 150 leti, pomen, kot jih danes imenujemo, zelenih javnih površin v mestu in so tudi dobili neke vrste pooblastilo, rečemo temu koncesijo takrat, da zasadijo, se pravi, vse mariborske mestne parke, drevorede, zelene sisteme mesta, kot bi rekli danes, z namenom, da se takrat razvijajoče se mesto s prihodom južne železnice v Maribor približa tudi evropskim zelenim prestolnicam, kot so že takrat nekaj časa recimo bile vzpostavljene Dunaj, London, Praga, pa še katera druga mesta. In je to torej funkcijo društvo, ki je bilo takrat ustanovljeno, kot verjetno veste, je pač vse v tej naši regiji, se pravi, bilo nemško orientiranega in se je zato takrat tudi društvo imenovalo Marburger Verschönerungsverein, olepševalno mariborsko društvo, ki je to funkcijo počelo, se pravi, do druge svetovne vojne, potem pa je skrb za zelene javne površine prevzela torej Mestna občina Maribor, ki to počne še danes. Kako to počne, je spet stvar druge debate, ampak to je nekako, bi rekel, hitri zgodovinski prelet. Višja šola za gostinstvo oziroma Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, s kratico VSGT Maribor, pa letos tudi pravzaprav obeležuje svoj, torej jubilej 25 let od začetka delovanja in se v tem kvartalu resnično lahko torej pohvali z različnimi, se pravi, projekti od lokalne, državne, pa tudi torej mednarodne sfere. In v tej torej mednarodnem okvirju pravzaprav smo se tudi našli mi v skupnem evropskem projektu še z ostalimi 6 evropskimi torej državami partnericami, ki pač je naslovljen Forest Well, ki bi ga mogoče v najkrajši obliki lahko povzel, da je evropski projekt, ki izpostavlja pomen gozdnega turizma, gozdne kulinarike in pa gozdnega wellnessa, kajti torej omenjena šola se pač posveča v svojem osnovnem poslanstvu, se pravi, izobraževanju kadra za torej gostinstvo, gastronomijo in pa wellness. In v okviru torej tega projekta je pač nastalo kar nekaj, bi rekel, podvsebin, ki jih pač predstavljamo ne samo študentom omenjene šole, ampak tudi širši torej javnosti. Zato sva se nekako odločila tudi za naslov pač tega prispevka,
ki nekako izpostavlja, kot vidite v samem naslovu, trajnostni razvoj mestnih gozdov, s katerim, torej v okviru katerega pač razvijamo oziroma smo razvili delavnice, raziskovalne projekte, torej vključili različne skupnosti, ki so pač sodelovale, se pravi, tudi pri sajenju dreves, ker eden od, bi rekel, pomembnih delov tega evropskega projekta je zasaditi vsaj 100 dreves. V teh 3 letih, kolikor traja projekt, se pravi do leta 2025. Torej vključitev, tukaj sva definirala lokalnih svetovalnih skupin, se pravi ustreznih strokovnih služb mesta Maribor in ostalih, torej državnih institucij, ki so tudi z območnimi enotami torej prisotne v mestu Maribor. In pa seveda posvečanje pozornosti, kot je to navedeno, zelenim infrastrukturam, kot so dostopne poti, rekreacijska območja, kartiranje, redno vzdrževanje, kajti tudi Maribor ima kar nekaj s pomočjo različnih torej evropskih projektov, pa tudi lokalnih vzpostavljenih, torej učnih poti. Recimo eden od takih izstopajočih, tudi meni recimo najljubša učna pot za naše torej pasje sprehode, učna pot Piramida Kalvarija, ki pač lepo nekako poveže ta strogi center mesta, ki je dobesedno zelen, se pravi, gremo iz Mestnega parka Maribor, ki so ga mimogrede tudi vedno rad za nazaj pohvalim naše društvene prednike zasadili ravno predniki, torej Hortikulturnega društva Maribor. Lansko leto smo obeležili 150 let prve zasaditve, se pravi prvih dreves v Mariborskem parku. In se pravi, se nadaljuje preko Piramide, vse do Kalvarije in nazaj preko 3 ribnikov, se pravi do centra. Tukaj lahko vidite nekatere primere torej zasnovanih urbanih gozdnih površin v Evropi, kot je recimo v Romuniji Brasov, Milano, v Italiji s temi recimo gozdnimi oziroma urbano zelenimi stavbami, tudi Ljubljana izstopa, saj je bila še ne toliko let nazaj Evropska zelena prestolnica, kot se spomnite, Pariz, pa sigurno smo še kjer spustili, tudi Berlin pa Dunaj, absolutno v zadnjih letih torej prehitevajo marsikatero drugo evropsko metropolo. Tukaj se je sicer en majhen škrat prikradel, mi smo, se pravi, kot Hortikulturno društvo Maribor, zato smo tudi bili izbrani kot recimo recimo temu na regionalni ravni izvedbeni partner tega projekta Forestvelle že leta 2018, izdali s pomočjo sofinancirane Mestne občine Maribor knjigo, ki smo jo naslovili, torej 3 avtorji, Lea Cinauer, torej agronomka, Karin Beo, torej tudi agronomka, sedaj aktualno celo vodja javnih zelenih površin v okviru Mariborskega holdinga, in pa jaz, se pravi z naslovom Vodnik po drevesih v mestnih parkih Maribora, ki je skozi teh nekaj let doživela res neverjetno, bi rekel, razvoj, kajti iz knjige, ki je bila prvotno projektno mišljena in je tudi našla svoje mesto v knjižnicah vseh mariborskih vrtcev in osnovnih šol in okoliških 18 občin podravskih, s katerimi sodelujemo, se pravi, je nastala 2 leti kasneje zvočna knjiga, ki je še do danes edina med 6200 enotami v specializirani knjižnici za slepe in slabovidne Minke s Cabernet v Ljubljani, kot torej knjiga z naravoslovno tematiko, na kar smo zelo ponosni in ki je na ta način postala dostopna, se pravi, tudi tej ranljivemu delu populacije. Ampak to nam ni bilo dovolj, pač pa smo torej šli naprej in smo lansko leto zelo uspešno končali torej skupni projekt z
RTV Slovenija, ko smo posneli v sodelovanju z dramskim igralcem Bojanom Maroševičem, čudovit dokumentarec, 35 minut traja, ravno tako o izjemnih drevesih Maribora, ki je tudi v letošnjem letu dobil izjemno nagrado kot prodorna inovacija v vsakoletni podelitvi najboljših inovacij Podravja. In se pravi, gremo še naprej, saj želimo, da bi ta izdelek, ki je v slovenskem jeziku doživel v naslednjih 2 letih prevod najmanj v 3, se pravi, tuje jezike, da bi lahko te naše zelene zaklade mesta Maribor, kot jih rad imenujem, prikazali tudi, se pravi, širše v evropskem, morebiti tudi svetovnem merilu. Torej, če se vrnem na izhodišče, mi smo v tej knjigi takrat prikazali 13 izjemnih dreves Maribora, ki so pač, bi rekel, izstopala zaradi svojih dendroloških posebnosti, pa tudi nekaterih, bi rekel, pisanih in ustnih virov, ki jih pač ima naše društvo, z osebnimi zgodbami posameznega drevesa in jih umestili, kot rečeno, v to knjigo. Tukaj torej so navedeni, nekatere med njimi, recimo, da ne bom predolg, pa sigurno rad omenim, da na Slomškovem trgu, ki je sigurno eden od reprezentativnih trgov mesta Maribor, se pravi, izstopa dvokrpi ginko, direktno nasproti vhoda v Slovensko narodno gledališče Maribor, ki je po neki teoriji, se pravi, iz samega začetka vzpostavitve parka, se pravi leta 1891, kar res s svojo pojavnostjo pravzaprav potrjuje in je zato tudi pred leti že bil, oziroma mu je bil dodeljen status torej naravne drevesne vrednote. V njegovi neposredni bližini pravzaprav sta pa še torej 2 tisi, ki sta ravno tako zaščiteni, torej na državni ravni, ker sta prav tako zaradi svojih posebnosti, se pravi, bili očitno v preteklosti evidentirani. Danes pa ravno delno tudi zaradi tega zamujam, sem še posebej vesel, da so se sami na nas obrnili, se pravi, dijakov in dijakinj iz prve družboslovne gimnazije v Mariboru, kjer smo, se pravi, naše vodje, ki je tudi en del tega današnjega prispevka, se pravi, začeli ravno pred čudovito stavbo torej prve gimnazije na Trgu generala Maistra, kjer je pa sicer ne toliko star, 50-60 let star tulipanovec, pa kljub temu se širi, bi rekel, ali pa raste visoko v višino in je nekako s strani laične javnosti absolutno spregledano drevo, ki pa na tem konkretnem trgu absolutno izstopa, torej že zaradi svoje torej velikosti, pa tudi zdaj vedno večjega poznavanja, se pravi, tega drevesa, ki mi je res tudi osebno torej ljubo, že zaradi teh čudovitih cvetov, po katerih ima pravzaprav tudi ime drevo, je pa to drevo konkretno našlo tudi kar nekaj lokacij v Mariborskem mestnem parku. Mi smo seveda, kot tu vidite, omenili tudi črni bor, omoriko, navadni ruj, ki je pravzaprav tudi neka posebnost Mariborskega parka, preko 100 let star, že celi, bi rekel, podprt, laik bi ga mogoče že kdo odpisal ali pa nadomestil s čim drugim, ampak on kljubuje letom in vremenu in zato je tudi 63 dreves v mestnem parku Maribor dobilo leta 2019 nove označitvene tablice, se pravi take lesene tablice z slovenskim latinskim nazivom, pa v globusu z belo puščico označeno, torej izvorno domovino. Mogoče na tem mestu samo še to, kot najstarejši del Mariborskega mestnega parka je pa drevored, se pravi, navadnega divjega kostanja, ki je, torej poteka vzporedno od mariborskem akvariju Terariju in je dejansko res pač še danes lepi element tega parka, s tem, da
je verjetno iz tistega prvega časa, se pravi 150 let nazaj, obstoječo samo še eno drevo, če se boste kdaj sprehajali čisto na koncu dreva reda desno, ko je v drevo noter zarastena takratna bela majhna ograjica ob potoku. Tukaj smo ob zaključku s kolegico pač navedla, kako torej naše ugotovitve, ki se, bi rekel, kažejo iz dneva v dan bolj, kako taka, bi rekel, zelena vodenja po domače prinašajo eno novo dodano vrednost tudi zelenega turizma. Kot dokaz tega je, to, kaj tukaj pač ni navedeno, vam pa bi rekel z veseljem ali pa ponosno povem, da smo ravno pred kratkim torej ta naša se pravi vodenja po izjemnih drevesih tudi formalizirali v okviru Zavoda za turizem Mestne občine Maribor, kjer so v sodelovanju z Janezom Bogatajem, bi rekel, vzpostavili licenco naše najboljše in od nekaj časa nazaj se tudi ta naša zelena vodenja lahko uradno imenujejo naše najboljše in predstavljajo res eno noviteto zelenega torej turizma v našem mestu. Kot vidite, je tukaj še ostalo navedeno, kaj so bili rezultati tega našega torej sodelovanja. In to bi bilo z moje strani vse. Hvala lepa. Hvala lepa.